Subvencije pod vprašajem. Obogatili pot vir življenjske energije. Ljubljanska cesta še zaprta. Lepo pozdravljeni. V informacijskem središču družbe GEN v Krškem je danes potekalo tretje srečanje proizvajalcev energije iz obnovljivih virov. Osrednjo pozornost so posvetili vzdržnosti podpornih shem oziroma subvencij za tako imenovano zeleno energijo. V zadnjem letu in pol se je skokovito povečalo vlaganje ljudi v bioplinarne in male sončne elektrarne. Iz vlade je zato slišati, da ne bo več subvencij za naložbe v obnovljive vire. V GEN-I-ju kot zastopniku proizvajalcev v odnosu do vladnih institucij pa pravijo, da je treba shemo uravnovesiti. Nenazadnje, shema je tudi v Evropski uniji potrjena do leta 2020, se pravi mora zdržati do 2020 in že danes govoriti o tem, da ne bo zdržala, bi bilo za moje pojme kar otročje, ne pa samo neresno. S sončnimi elektrarnami in bioplinarnami je Slovenija v strukturi zelene energije že dosegla cilj do leta 2020, pravi Robert Golob. Zato se sam nagibam k temu, da bi predlagali moratorij od 1. januarja naprej, ne prej, ampak od 1. januarja naprej, moratorij na oba ta dva vira, dokler se ne razčisti situacija, ali je vzdržno, da jih potem nove vire še podpiramo. Za vzdržno shemo je potrebnih nekaj ukrepov, sicer pa mora biti politika jasna in vnaprej opredeljena, meni Golob. Ključni cilj je, da kdorkoli je pa že investiral, katerikoli vir, seveda njegova investicija ne sme biti ogrožena. In tudi ne strašenje na temo, da bodo podporni, tisti, ki so zdaj že vključeni v podporno shemo, dobili manj denarja, tudi ta del mora biti popolnoma ovržen in tudi nedopusten. V GEN-u pa medtem nadaljujejo s pripravami na gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne. Želijo, da bi vlada čim prej sprejela nacionalni energetski načrt. Mi pa tudi pripravljamo poseben zakon, ker mislimo, da bo treba opredeliti v Sloveniji tudi s posebnim zakonom te zadeve jedrsko področje. Kot to počnejo sosednje države z jedrskimi elektrarnami, ki so se odločile za njihovo dogradnjo, izpostavlja Novšak. V Šmarjeških Toplicah so namenu predali 5 novih turističnih točk na tematski poti vir življenjske energije. S projektom, ki je bil v znatni meri sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, želijo predvsem obogatiti obstoječo turistično ponudbo v občini. Od skupno 20 točk na tematski poti vir življenjske energije, teh bo v prihodnje zaradi vedno novih idej nemara še več, so letos uredili 4. Poleg Škratove jame v Beli cerkvi so poskrbeli še za okolico ruševin gradu Štrlek in cerkve Karmelske matere Božje v Slapah, na Koglem, najvišjem vrhu v občini pa postavili razgledno ploščad. Največja pridobitev je vsekakor terminal na dotik, ki stoji v centru Šmarjeških Toplic. Tukaj je turistična ponudba celotne občine, trenutno v 2 jezikih, slovenskem in angleškem. V prevodu pa je še v nemški jezik, italijanski jezik, ruski in pa češki jezik. Da nove turistične točke pripomorejo k utrjevanju občine Šmarješke Toplice kot znane turistične destinacije, meni vršilec dolžnosti direktorata za turizem. Vsak napredek šteje, to je zagotovo. Jaz sem vesel vsakih novih projektov, vsaka izpopolnitev turistične ponudbe zaokroža to ponudbo in daje neko novo kvaliteto. S projektom, katerega namen je predvsem prepoznavanje in oživljanje naravnih in kulturnih danosti, je bila občina uspešna na razpisu lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine. Celoten projekt teh 5 točk je bil vreden 79.000 evrov, skoraj 65.000 evrov pa smo dobili nepovratnih sredstev Las in Lider, ostalo pa je bilo financirano iz turistične takse in pa od sodelujočih partnerjev Term Šmarješke Toplice, Turističnega društva Šmarješke Toplice in Športno-turističnega društva Bela cerkev. Družbo Terme Krka kot glavnega ponudnika, najpomembnejšega ponudnika turističnih produktov v občini Šmarješke Toplice izredno veseli današnja pridobitev in je na nek način dokaz, da samo gospodarstvo brez lokalnih partnerjev takšnih stvari ne more narediti. Številni obiskovalci namreč povprašujejo ravno po tovrstnih produktih, še dodaja Šoštar.
Tako namerava občina že v naslednjem letu postaviti opazovalnico bobrov v Zdravcih, na Vinjem Vrhu pa se bodo lahko domači in tuji turisti seznanili s tamkajšnjo bogato arheološko dediščino. Kar nekaj časa je trajalo, da je Zavod za transfuzijsko medicino iz Ljubljane pripravil projekt in zagotovil denar za obnovo oddelka za transfuzijsko dejavnost v novomeški bolnišnici. To naj bi končali v 3 mesecih, v tem času pa kri odvzemajo v stavbi internega oddelka. Približno 300 tisoč evrov vredna obnova je bila po 45 letih nujna, pojasnjuje direktorica bolnišnice Mira Retelj. Laboratorij je bilo potrebno spremeniti, prostore za odvzem, za hranjenje krvi in krvnih komponent. Skratka, delovni prostori so bili zelo potrebni prenove. Sicer pa v bolnišnici čakajo tudi na gradnjo urgentnega centra. Projekt so morali zaradi pomanjkanja sredstev v državnem proračunu v obsegu zmanjšati. V okviru urgentnih centrov po Sloveniji, ki jih financira Evropska unija v višini 35 milijonov za 10 urgentnih centrov, je naša bolnišnica udeležena z 3,5 milijoni evropskih sredstev in samo v ta okvir smo morali pripraviti projekt izgradnje urgentnega centra. Tako zdaj izdelujejo idejno zasnovan investicijski program, potrebna pa bo tudi sprememba prostorskega dokumenta. Za spremembo prostorskega akta smo že začeli sodelovati z mestno občino Novo mesto in računamo, da bi po hitrem postopku oziroma skrajšanem postopku morali spremeniti zazidalni načrt z umestitvijo tega novega urgentnega centra. Retljeva upa, da bodo do konca leta pridobili gradbeno dovoljenje in začeli dela prihodnje leto. Nov urgentni center bo imel v pritličju in prvi etaži 1300 kvadratnih metrov površine, medtem ko naj bi v drugi fazi gradnje v prvem nadstropju uredili internistično in kirurško intenzivno terapijo. Novomeški župan Alojzij Muhič je za našo televizijo pred časom dejal, da bo v dogovoru z izvajalcem, podjetjem CGP, do 15. septembra uvedena zgolj polovična zapora Ljubljanske ceste v Bršljinu, ki je zaradi obnove in gradnje tamkajšnjega trgovskega središča popolnoma zaprta. A se to ni zgodilo. Kot pojasnjuje Muhič, je strokovna komisija, ki je odloča o poteku prometa, ugotovila, da bi si s polovično zaporo naredili škodo in podaljšali rok izvedbe del. Ker moramo omogočiti tako prehod pešcev kot tudi sam promet in dokler ni varna pot pešcev omogočena, se pravi, dokler ni narejen pločnik, ne mora biti zaprta tudi polovica ceste. Muhič upa, da bo izvajalec pločnik čim prej izvedel, da se na to polovico ceste lahko odpre za promet. Ljubljanska cesta naj bi bila sicer dokončana do konca novembra. Knjižnica Pavla Golije Trebnje, ki je bila sicer ustanovljena leta 2009, opravlja knjižnično dejavnost za 4 občine: Trebnje, Mirno, Mokronog-Trebelno in Šentrupert. Sedaj pa je napočil čas, da se za potrebe knjižnice uredi tudi primerne prostore. O zagotovitvi novih prostorov so odločali svetniki na zadnji občinski seji v Trebnjem. Za nakup prostorov se odločamo danes v letošnjem letu za ta del in potem adaptacija in se pravi ureditev prostorov potem v naslednjem letu ostali del investicije. To bo reprezentativni objekt v uporabo za knjižnične namene, trdi Kastelic. Glede na krizo sedaj v tem času tudi urejen, bom rekel, nek prehodni kulturni center v Trebanjski občini. Je pa lokacija eminentna, stavba pa nažalost industrijska in bo potrebno seveda v obnovo te stavbe kasneje, posebno če bo kakšen razpis, vložiti določena sredstva. Za ta nakup sredstva so zdaj predvidena lastna sredstva, glede na to, da na razvoju regiji je bil sklep sveta regije, da so sredstva za infrastrukturo in smo potem vključili Sovokranjski vodovod v ta projekt evropskih sredstev. Za sam nakup predvidevamo lastna sredstva. Za obnovo drugo leto pa bodo iskali sredstva tudi iz drugih virov, dodaja Pirc. Trebanjski župan Alojzij Kastelic ni spoštoval določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ko je samega sebe predlagal za primernega kandidata za člana senata za reševanje pritožb zoper policiste, so danes sporočili iz Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije.
Kastelic je vedel, da je v kazanskem postopku, pa je kljub temu navedel neresnične podatke v službenki občine Trebnje in Ministrstvu za notranje zadeve, da izpolnjuje pogoje iz poziva za predlaganje predstavnikov javnosti v senati za reševanje pritožb zoper policiste, ugotavlja korupcijska komisija in dodaja, da je to ravnanje, ki krni ugled funkcije župana in je v nasprotju z integriteto, kot jo opredeljuje omenjeni zakon. Pri Beceletovi jami v Zagradu nad Otočcem so se spomnili na tragične dogodke izpred 70 let, ko je v času roške ofenzive septembra 1942 pod rokami okupatorja ugasnilo življenje 4 aktivistov. Takrat se je v Beceletovo jamo med italijansko ofenzivo zatekel tudi Vinko Paderšič, Batreja. Stvar je v tem, da je to dogodek, 70 let mineva letos, ki je vidno obeležil to dogajanje na Dolenjskem. Namreč prvič so se tu pojavili domači izdajalci res v pravi vlogi. Pomembnost je vsekakor velika. Namreč tukaj so pali, bili zajeti organizatorji Osvobodilne fronte v tem kraju. Na Otočcu, Šmarjeta, Škocjan, Mirna Peč, Novo mesto. Za takratno izdajo je bil kriv šempetrski župnik, ki je v svojem govoru povedal Gorjanc. Pomembno je to, da povemo danes, ko se zanika na vsakem koraku narodno-osvobodilni boj, da ga nekako povemo ljudem, da je ta boj bil živ in da brez tega boja ne bi imeli to, kar imamo danes. Slovesnost pri Beceletovi jami sta sicer priredila Združenje borcev za vrednote NOB Novo mesto in krajevna organizacija Združenja borcev Otočec. Po lanskoletnem uspehu prvega županovega dobrodelnega teniškega turnirja je tokrat napočil čas, da novomeški župan Alojzij Muhič ponovi vajo. In jo je. Lani so tako zbrali 1500 evrov. V lanskem letu, ko je prišel do enega problema plačevanja šolske prehrane, smo iskali način, kako pokriti za določene socialno ogrožene otroke tudi kosila. Društev, ki bi jim zbrana sredstva prišla še kako prav, seveda ne primanjkuje. Sredstva zbrana na današnjem dobrodelnem županovem turnirju bodo namenjena za izvajanje programov, ki društvo vsako leto izvaja konstantno. Tukaj govorimo o 2 posebnih socialnih programih, hkrati pa tudi za vse ostale potrebe. Tako se je rodila misel, da Polšku na ta način pomagamo v letošnjem letu. No in do včeraj se je zbralo 3000 evrov, se pravi, da še danes bo nekaj, tako da bomo zadovoljili tudi potrebe tega humanitarnega društva Polžek. Zbrani izkupiček bodo v Polšku namenili za tehnične pripomočke, zdravila in zdravljenje. Trudimo se maksimalno omogočiti ciljni skupini, to so otroci s posebnimi potrebami, pomoč v njihovem razvoju. Turnirja pa se je udeležilo skoraj 70 igralcev tenisa. V športnem duhu pa bomo nadaljevali program vašega kanala. O 8:30 zvečer je namreč na sporedu prva oddaja Novo mesto, športno mesto. Iz novic pa le še hvala za vašo pozornost in nasvidenje spet jutri.